da je grozen zastarel in da je v bistvu brez veze. No? Tako res tist, kar si rečeš, lej, to pa res noče slišati. Ne? Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Pozdrav, Matevž. No, zadnji smo napovedali, da se je začel čas BIM dogodkov, tako da so tudi tokrat brez gosta in bova malo pokomentirala zadnji dogodek. To je pa CGS Plus konferenca, ki se je odvila v Ljubljani 28. septembra 2017, za vse tiste, ki poslušajo to tako leta 2020. Me prav zanima, kaj bo 2020 še zmeraj relevantno od tega, ampak ja, to je glavna tema današnjega pogovora. Jaz sem se tega udeležil, Robi je pa imel ene zadržke. Tako je pa zdravstvene zadržke. Zdaj so zamenjali vlogi, zdaj si ti udeležil, pa se jaz nisem mogel, s tem, da sem jaz zdaj imel zdravniško upravičilo. Jaz sem si pa zmislil, da sem bil na Dunaju, da sem bil tuj. Ti si dopustoval. Jaz sem dopustoval takrat, res je. Neopravičljivo je bilo to. Evo. No, zdaj pa, če si že bil ti, mene v bistvu zanima, koliko je bilo, če lahko malo tako nasplošno poveš tvoj vtis, preden gremo pa malo bolj podrobno. Jaz sem se tega v bistvu nekako doležil malo pod vtisom tega, kar sem videl prejšnji teden govorila, tako da sem malo pogledal, kje so ta famozna dvigala, ki so zelo pametna in moram najprej pokomentirati to, da je res neumen. Hvala. Ampak ne to sem že navajen, da imaš tam tisti keypad, ki vtipkaš, kjer nadstropje hočeš jeti in potem ti pokaže, kjer je dvigala. Ampak što si bil v tem, da je meni vedno pokazalo dvigalo E ali pa F. Jaz tam gledam, pa jaz vidim sam dvigala A, B, C, D. Kje sta zdaj ta E pa F? Iz pritličja na strani, je tako? Tam na strani so, ampak takrat, ko dvigalo ni v tistem nadstropju, kjer si ti, zgleda kot okno, ker je ven videti v bistvu. In zgleda kot okno, jaz gledam, pa kje je zdaj ta E pa F? In pol končno dejansko z relativno majhnimi pa črkami res tam gor piše E pa F, pa sem rekel, sem si sam pri sebi mislil, no, ok, zdaj še jaz ne vem, kako se gor pride. Tako da ja. Drugač pa v bistvu tako, no, meni se recimo malo pozna, da vem, kako se tam okoli parkira, tako da sem skoraj zamudil, itak. Ampak to zaradi tega, ker sem pozno šel doma, sem pa imel srečo, kje sem avto pustil, tako da nisem niti dole v neko garažno hišo vozil. Ampak dobro, to je tako na poti do tja. Drugač pa konferenca v bistvu, mislim tako, ko smo že malo prej smo začeli tole snemati, rekla, v bistvu zanimiva. Dobro, na določenih momentih sem bil malo razočaran, ampak dobro, to je najbrž tudi stvar okusa, predvsem pa mojih potreb. Da pač recimo, da me ne zanimajo neki prodaja v bistvu ali pa kako plasirati nek produkt, ali pa bi produkt morda zanimiv zame, ker v bistvu ni. Tako da je tisti del, ki je mene bolj zanimal, se je začel tako močkan pred prvim odmorom, ko je pač se začela stvar dogajati in se je pač močkan bolj iz prakse povedal, kako se BIM uporablja in takšne stvari. No, se lahko gremo malo kar
po vrsti, če se strinjaš. Če lahko malo začneš s tem, s čim se je začel, pa bomo rekla malo kaj o tem. Ja, v bistvu je direktor podjetja CGS Plus, Tomaž Dimnik, najprej imel tako vodni govor, kjer je recimo tako mačken predstavo pač to, kar se je v zadnjem letu dogaja, se pravi z to razdelitvijo CGS Plusa, oziroma CGS Plusa na 2 dela. Skratka, jaz sem dobil občutek, da je bilo to tako korektno narejeno in nimam kaj za dodati pri tem. No, potem se je pa v bistvu začele predavanje, sta bila prvi 2 predavanji 2 tujcev. Prvi je bil Andrzej Samsonovič, no, to sem se še celo naučil od včeraj izgovoriti, Poljak, ki dela za Autodesk in je predstavil Autodesk BIM 360 Field. To je nek produkt, ki je nekako, jaz sem dobil vtis, da je pač predvsem namenjen za beleženje napak, beleženje v bistvu stvari, ki so šle narobe na samem gradbišču, namesto da se to v bistvu, ne vem, tako kot ponovadi nariše na stena, pa se tam nekaj napiše, jaz sem se to tako pobriše, ali namerno, ali pa tudi ne, na gradbišču. In se niti ne ve, da je bilo tam kaj zabeležen, no to je pač digitalno in na ta software, ki dela, mislim, da je trenutno sam na iPadu, oziroma pač na iOS-u, da zna pač te pozicionirati, oziroma lahko tudi PDF-je teh načrtov uporabiš in pol tam nekaj zabeležiš in pol pa pač nekam se da to nekako posinhronizirati z BIM modelom tudi. Tako da v bistvu je bilo zanimivo, mislim, kot stališča, kaj se da narediti, se mi zdi pa ni bilo nekaj revolucionarnega tazga, ne. Še posebej nekako je že v uvodu rekel, da niso imeli do zdaj nekega blazno velikega tržnega deleža, še posebej ne v vzhodni Evropi. Je pa rekel, da pač vidijo priložnost, da se bo to razvil. Zdaj, koliko tega se bo uresničilo, je pa najbrž drugo vprašanje. Ja, pa kak niso imeli velikega tržnega deleža za 360 BIM Field, ali ne, AutoCAD 360? Ne. AutoCAD 360 oziroma tisti, ker imajo to oblačno storitev, pa ne vem, karkoli že imajo. To ni bilo, to je čist poseben produkt, ki paše zraven, ne, je to BIM 360 Field. Tako da ne, ni sam BIM 360, ta Field je v bistvu očitno nek produkt zraven, ki pač te stvari nekako omogoča. Ne. Aha. Tako da mogoče malo neposrečen. Se mi zdi, da ne vem, kot predavatelj v bistvu nekako ni bil najbolj posrečen, se je pa pol odkupil z naslednjim predavanjem, ki ga je imel. To je pa tudi res. Ker je bilo pa pol malo kasneje, ker je bil pa Project Fractal, ampak do tja še prideva. Ok, no tukaj to predavanje je pa nasadilo eno predavanje o nečem za les, če se ne motim. Nekaj HSB CAD. Ja, HSB CAD, pa HSB Revit, pa HSB Share. Skratka, cel kup nekih produktov, skupina produktov. Ta HSB CAD je v bistvu na AutoCAD Architecture narejen. Moram reči, da pač zgleda jasno impresivno, ne? Kako te stvari naredijo. V bistvu zamisli si, da imaš, ne vem, recimo sam tloris narisan, sam stene, ne? Noter daš odprtine, kjer bojo okna, sam določiš, ok, tle bo odprtina, tukaj bojo vrata in tako naprej. Potem zna pa ta software v bistvu sam zgenerirati vse lesene dele. Mislim, ker je za lesene stavbe, skratka zna zračunati in noter narediti vse praktično avtomatično. Benga risanja, mislim, do zadnjega šraufa, z zadnjega žebla je narisan v bistvu in to zgeneriran. Ne?
Ja, to pa je tako, da je res kul, mislim tisto, ampak pol je tako, da te pol lahko še zmeri, vse stvari premakneš, stene večaš, manjšaš, to se vse premika sprot, steno v bistvu zarotiraš, čist s tisto funkcijo v AutoCAD-u, mislim, to se vse poreže, dejansko so pol to neki smart objecti noto, vse je jasno 3D, da se tudi v IFC izvoziti, res, v bistvu bom tako rekel, dodelana zadeva, ampak spet, v bistvu, veš, če nisi v poslu izdelave nekih takšnih lesenih hiš, v bistvu pol ti ta software, ki je prodost ne pomeni. No, pa pri takih softverjih je vedno pol vprašanje, kaj se zgodi, če imaš pa kako posebno. Mislim, če želiš nekaj izven okvirov narediti. Res, tam po nekih pol je pač kazal tudi neke stavbe, ki so narejene, vse stene so lahko krive, takšne, drugačne. Pol je glavna poanta v bistvu pa je, da v bistvu to je sicer narisan, ampak potem dobiš pa ti načrt ven za CNC mašino. In se to samo zreže, vse se označ, mislim, dobiš ven, dejansko tovarna ven pride. Zložen, pol ti panele, že te mašine skrb zlagajo, zlepijo, zažebljajo v bistvu te stroji. Dobiš ven panele, ki jih pol sam se zastavljaš kot Lego kocke praktično na gradbišču. Res kul zadeva, no? In so tudi, recimo, tele naši, proizvajalci lesenih stavb, teh montažnih hiš, v bistvu vsi pač to uporabljajo. Najbrž še tudi kaj drugega, ampak tako, zelo kot software v bistvu res kul narejeno. No, sam zanimivo mi je to, ker verjetno pač potencialnih strank na tem dogodku ni bilo kaj velik, zdaj tisti, ki to uporabljajo. Ne. A je to tudi za projektante? Verjetno ne? Pa je, v bistvu je tudi projektanti, se pravi, da to je bolj stvara, veš, ali kako to pol speljati, oziroma kdo ti to na CNC mašini naredil, ampak ja, mislim, če tako vprašaš res, kdo je ciljna publika tam bil, najbrž redko kdo je, pa v bistvu bilo res tako zavideti, lepo dodelan. Maja pa v bistvu podobna zadeva pa na Revitu tudi narejena. Se pravi, tam je pa tako po bimovsko sestavljen, ampak konec koncev ista zadeva, sam ta platforma, na kateri je vse to na programiranje, v bistvu Revit namesto AutoCAD Architecture. Tako da. Ja. Zanimivo. Ja. Kaj ne rečem? Jaz bom tako rekel, recimo, da si pri prvih dveh dobo mal potrditev to, veš, ko smo na projektu ISES v bistvu mal jamrali, ko so bili video posnetki, te demonstracije, razen pač uporabe softvera, tle je bilo isto. Mislim, ne rabaš tizga gledati, v bistvu ni pomemben tok. In pol so se te video posnetki tako, malo so se vlekali, ampak, kot rečeno, sam software pa tle pač nimaš kaj za dodati, mislim, vsaj tako, kot je bil predstavljen, je super. No, jaz sam upam, da glede na to, da smo mi na projektu ISES skazali videe, zato ker nas druga ni delala, da je tukaj drugače. Ja, jaz se upam trditi, da je, ampak lahko pa tudi, da ni, kaj pa smem. Ja, se veš, kako je, ne smeš napačnega gumba pritisniti. Ja, to pa tudi res. Po programu naprej jaz vidim, da je bil pa en najin star kolega. Ja, res je. Ki je predstavljal en zanimiv projekt. V bistvu Jaka Zeleje je... Jaka Zevnik, mi da ga poznamo. Jaka Zevnik, ja. Je predstavil zelo skrivnostno en armirano-betonski trgovski objekt z jekleno streho. Sicer je vmes omenil, da najbolj vsi vejo, kaj to je, pa tudi midva ne bova tukaj izdala.
ne bomo se dotikali same stavbe, ampak v bistvu tako, kot so oni se tega lotili, moram reči, da sem dobil občutek, da vladajo. Ne? Zdaj, koliko dejanskih težav je, pa koliko je stvari, ki jih recimo Jaka ni povedal, pa ga mučijo, ne? Je drugo vprašanje, ampak tako kot so bile slike pokazane, pa recimo, da že to recimo, da vedeti, da so se kar res matrali okoli tega BIM modela, je to, da so vse narevali v lot 500. Kar pomeni v bistvu praktično vsi detajli, mislim, res ni, da ni, ne? Vse je noter v modelu. In pol je imel en tak zanimiv podatek, je pol pokazal tako, so tam neke zaokrožitve, zdaj sem pozabil, kje točno so te zaokrožitve, ampak je rekel, da to vse lepo in prav, dokler ti to uporabljaš v modelirniku ali to v Revitu, ki ga za to uporablja, ali pa Archicadu, da je problem se pojavi, ko zadevo izvoziš v IFC. In potem ta IFC nesrečen te zaokrožitve tam naredi triangulacijo in namesto, da bi bilo to zaokrožitve, se ven pridejo trikotniki, ki jih jasno očitno razdela na tako majhne kočke, da je rekel, da se to, tisti IFC je tako enormno velik rata, da je v bistvu zadeva postane čist neuporabna. Ne? Ker se človek konc vpraša, je v bistvu z IFC-em kaj narobe, ne? Ja, ali pa z izvozom tega v IFC. Ne? Ali pa z izvodom, točno to je. Vedno tisto vprašanje, ne? Zdaj, ali je to problem OpenBIM, ali je to problem implementacije, ne vem, no? Se veš, da to je že 20-letna debata. Ja, to je res, ampak bom tako rekel, ne, da najbrž je lahko smatramo, da je lahko napaka na obeh straneh, ne. Ali je standard IFC v bistvu tako čudno napisan, da omogoča takšne neumnosti, po domač povedan, ali pa v bistvu so si tisti, ki so implementirali ta izvoz, v bistvu rekli, ok, da bomo mi to, recimo po liniji najmanjšega odpora narediti, pa v bistvu, ok, bomo pa to takole s trikotniki aproksimirali, ne? Ne vem, ne? Kaj je v zadnje. Ja, ampak vsekakor stališče končnega uporabnika je vseeno, kaj je zadnji, pač točno to. Stvar ne funkcionira. Ne? Točno to. Tako da, ja, no, samo malo, da si jaz še tele zapiske, ki sem si izraven nekaj za spremembo vestno pisal. Kaj je bilo še kaj tazga? Ja, v bistvu ta zadeva me presenetila. To bi opozoril, da moramo dati Matevžu Hvala, sem sam reči, da to lahko upozorimo, da če damo tebi nalogo, da moraš spremljati, ker veš, da boš za BIM pogovore poročil, pa si veliko bolj vesti. Ja, res je. Drugač sem je v bistvu, ko sem odhajal na ta dogodek, sem rekel, jaz bom računalnik kar doma pustil, bom enkrat resno poslušal, ne? Pa sem si na koncu premislil, sem vzel sabo računalnik in se je izkazalo, da je bilo kar dobro, zato da sem si lahko vsaj tole zapisoval, ker drugač bil pa brez vseh zapiskov najbrž, ne? Ker se mi na roko pa sigurno ne bi dal zapisovati tam. No, v bistvu ena stvar še, ki je me konc presenetila, je ta, da je končni izdelek še zmeri 2D načrt. Ok, vse vejo, v bistvu pa zaradi gradbene dovoljenja, pa ne vem kaj že vse in to vlaganje gor in dol. Ampak to me je nekako še zmer tako, zmer me malo sune, ne, ker rečeš, ok, toliko so se potrudili, recimo, ne, res, model, ki ga je kazal, res super. Nimam kaj za dodati, ne vem, videl ga nisem užival, ne, kako so to delali, ampak zdaj tiste slikce, bilo lepo narejeno, ne. Ampak da to pol rečeš, ok, jaz sem se toliko matral, zato da potem pač te tipične prereze, pa tlori se naredil, zato da to dobo na 2D načrt, ne, si rečeš, pa malo preveč te se matral za tisti model, ne? Ja, dobro, kaj pa bi na koncu? Sej vem.
Ja, to je tisto, neki so želje, neki pa realnost. Ne, to gre nekako tudi v smer tizga, tudi Autodesk 360, BIM 360 film, ki ga je pač tisle Poljak kazal prej, ne? Pol ure prej. In tam je bilo skozi, pa gor in dol, kako je to fino, to na gradbišču, pa ta model, pa on levo, pa desno, pa s tablico okoli hodati, pa to v bistvu poslikati, vključiti to slikco v sistem, poanotirati, kaj je šlo narobe, označiti, kdo je to v bistvu zakrivo, kdo je tukaj delal in ne vem, kaj je še vse, ne. Lej, pa priješ do tega, da nekdo reče, ne, da je tak, 2D načrt. Ta veš. Ja. Sej v bistvu tisti 360 field v bistvu ni namenjen najbrž enemu delavcu tam na gradbišču, ne? Ampak je nekim delovodjem, kontrolorjem ali nadzornikom, no? Ampak vseeno, no? Ja. Da gremo ki naprej. No pa dajva, no. Spet sem se nekaj razgovoril, danes sem čisto v elementu. Ja, pa je bil podmor, ne smeva pozabiti. A boš kaj o odmoru? A kaj o odmoru povem, no? Ja, o odmoru smo slišali marsikaj, pa smo to predebatirali že prej, tudi to, da bi morali malo stvari spremeniti. Mislim na FGG konkretno, ne? Tako da, ampak ne bo zdaj o tem zato, ker sva rekla, da bo danes naredila zelo pozitivne BIM pogovore, ne? Pa bi se preveč zamborila glede tega. Ti si omenil, da ljudje vejo, da imamo tudi samo refleksijo. Ja, res. Čakaj, kje smo zdaj? Aha, odmor, ja, super. Kava bila super, kaj ne rečem, drug narabam mest. Bil je pa prosto, tako kot si ti zadnjič pomenil, morda malo tak utesnjujoč. Kaj pa sem, no, v bistvu nekaj, kar bojo morda lahko spremenili za naslednja leta. Ok, po odmoru jaz sem sicer malo zamudil za tega, ker smo se ravno vrteli okoli FGG-ja od zunaj in se pogovarjali na to temo in sem malo zamudil tole predavanje, ki ga je imel Vedran Orešič, to je iz ene firme Prior, z Hrvaške. No in sicer sem recimo v drugi polovici ga šele začel poslušati, kar mi je v bistvu konec koncev žal, ampak to, kar sem ga uspel poslušati, sem bil pa zelo tako pozitivno presenečen, kako so se tega lotili. Da se niso bali reči jasno, ko je nek naročnik prišel do njih in rekel, da bi pa tole naredili v BIM-u, so rekli, ja, dajmo, ne. In so se zraven naučili. Zato tudi ena taka hudomušna, ampak konec koncev dosti resnična izjava, ne, da na enemu slajdu je bilo tako I hate Revit. Pol čez par slajdov, ko je pač jasno ta proces učenja in ne samo Revita, ampak učenja, modeliranja in BIM procesov in podobnega na koncu prišlo v I love Revit, ne, in je pač rekel, da zdaj enostavno ne razmišljajo sploh, da bi karkoli še naredili recimo v AutoCAD-u kot takem. Tako da, ampak saj to zgodbo sva že dostikrat slišala, je v bistvu pa rekel, ne, da to se je zgodilo šele takrat, ko so praktično prepovedali AutoCAD oziroma so ga odinštalirali z vseh računalnikov. In so se dejansko prisilili v to. Ampak potem je takoj vprašanje, kako pa zdaj vejo, da ga imajo radi, če to pač edina opcija, ki jo imajo. Ne? Ja, dobro, zdaj ti, ki so prej živeli 20 let v AutoCAD-u, najbrž znajo cent, ne, drugačno delo, recimo, ne, ali pa stvari, ki se zdaj dajo na dosti bolj preprost način narediti kot prej, ampak imaš pa, ja, prav, no. Ampak zdaj, veš, da bi zaradi reference obdržal AutoCAD na računalniku, samo zato, da se gre vsake toliko časa spomniti, kako je tam grozen nekaj narediti. Vem, so pa arhitekti to, no, je tako, ne, to je spet tam, ko so že dostikrat rekla, pa arhitekti to dela, ne.
Problem se pol naprej pojavlja, tak resen bolj, ne pa v tem konkretnem procesu, da pol se izmenjujejo, pa popravke vnašajo, pa spremembe in ne vem kaj že vse. Ne? Tako da to je to. No? V redu. Potem naslednje je bilo, če se ne motim, si že prej omenil, da je bil gost že prej, pa da je tukaj bolj navdušen kot prvič. Tukaj se mi zdelo, da je pa v bistvu prišel v svoj element. Da je to moj pa nekako recimo tako napisan na kožo, gre kot rečeno za Project Fractal. Dal je tudi link, nimam ga v bistvu, ampak bova dobila, upam, vse te prezentacije, če ne bojo že objavljene tako na spletu. In bova to vključila noter. Zaenkrat je ta Project Fractal še tako nekomercializiran strani Autodeska. Znajo pa najbrž tudi to zadevo narediti enkrat. Ne? No in zanimiv to, ker ta projekt dela, ne, je to, da zgenerira obliko, oziroma ne samo obliko, ampak v bistvu zgenerira celo arhitekturo ene stavbe. Naprimer, tam je kazal primer stola, naprimer, kot enega tazga zelo preprostega objekta, pa je kazal potem primer ali ene bolnice ali hotela, zdaj se ne spomnim točno, ampak mislim, da je bila bolnica. Kjer v bistvu vse skupaj štarta z definicijo nekih zahtev, pa omejitev, se pravi, naprimer, zahteva mora biti, recimo za stol, je rekel, nositi mora toliko in toliko kil, težek je lahko samo toliko in toliko, pa v bistvu stati mora toliko in toliko. In potem je v bistvu ta software nekako začel mleti in zgeneriral tako, na tisoče in tisoče različnih modelov. Zdaj, za stol jasno se mi zdi mal zoprna zadeva, ne? Še posebej pač iz teh treh parametrov, ki so zelo splošni konc koncev, da dobiš stol, ki je recimo temu stolu podoben, ki ga imava zdaj midva, je najbrž dolga pot, pa vprašanje, če tak dizajn sploh ven pride. Ampak recimo pri enem drugem primeru, ki ga je kazal z enega parkirišča na Danskem, ki so nek arhitekturni biro z Danske to uporabo dejansko, se pa zelo kažejo neke koristi in je bilo pa jasno tam mnogo več omejitev, zahtev danih, tako da lahko software poveš neke osnovne gabarite, rečeš v redu, stavba je lahko sam, 30-40 metrov velika. Po višini lahko zadevo omejiš, rečeš, ok, sam tokle je lahko. Tako da zadeva je nekako obrnil na ta način, da je tradicionalno, tako kot se je do zdaj so se stvari razvijale, je bil pač tako nek človek, nek recimo arhitekt, nek dizajner, ki je potem se pač na osnovi svoje kreativnosti pa uporabe recimo enega tazga osnovnih računalniških orodij prišel do enega dizajna na koncu. Ali pa dveh, ali pa treh morda, ne? No, zdaj je rekel, da štartamo pa z naborom teh zahtev, pol se doda zraven neka umetna inteligenca, veliko procesorske moči in na koncu dobimo neko tako bolj manj parametrično študijo vseh možnih dizajnov, ki nekako ustrezajo tem kriterijem. Tako da ne boš verjel, pol so bile eni grafiki vmes, ki so bili čist enako narejeni kot na ISIS-u. A veš, se spomniš ki so bila tisti KPI določeni? In tle je isto, v bistvu lahko določaš kriterije, ki so ti pomembni, ne vem, cena takšna, površina takšna, volumen takšen in kaj podobnega in potem pač lahko te zadeve malo sortiraš, tako da na koncu dobiš
namesto 100,000 primerov, dobiš jih sam 50 ali pa 10 ali pa kakorkoli že, ne? Jih omejiš in potem pač greš nekako bolj specifično gledati te dizajne, ki ti jih je software ponudil. Ne? Tako da se mi zdi zelo inovativna zadeva. No? Meni se zelo dopadalo to. No? Ja, sploh, ko si videl nekaj znanga. Ja, nalej, sej ne vem, koliko je to uporabno. Nisem arhitekt, da bi arhitektom najbrž še to ne diši, da so ukolupljeni v Revit. Bi oni raj na roke narisali kaj, ne, zato da bi bilo to res tako forma taka, ta prava. Ne? Ampak, kaj pa jaz vem, no? Bilo je zanimivo, no? Bom rekel tako. V redu, no pa nekaj, kar mene še posebej zanima. Ne? Zdaj, zadnje 3 predavanja, kot vidim v tem programu, so sploh taka, zaradi katerih sem jaz hotel priti. Eno je bilo predavanje o vseh dimenzijah BIM, ki so ga imeli, kot vidim, ljudje iz CGS plus s sodelavci. Pa me samo zanima, če je bilo kaj taka, kar še nisi slišal, ali bo kaj novega, ali mogoče kak nov pogled, ali pa kaj. Ne. Greva naprej. To so pa hitro končala. Ne, v bistvu sem mal nesramen. Ne, predavanje je bilo korektno, imela ga je sama Teja z CGS plusa, tako da ona je pač konkretno šla jasno skozi vse tiste termine, ki se nekako okoli BIM-a vrtijo in okoli procesov in okoli nivojev BIM-a in okoli teh detajlov. Tak zelo splošen pregled BIM-a. Ne? To, kar je bilo pa res, se mi zdi, je res pasal. Ne? Na tistem mestu je pa gor poklicala pač vse te, ki so tle napisani v programu, se pravi še 4 druge, se pravi bil je Blaž Budja iz arhitekturnega biroja Budja je rep oziroma z Budja arhitekti. Pol je bil Urloš Barlič iz Kobi Labs, Matej Možina iz Rema in pa Danilo Malnar iz CGP-ja. Skratka, tak presek od arhitektov do nekih razvojnikov, softvera, do ta RM, če kaj že delajo. So v bistvu neka taka proizvodna, v bistvu tak delajo. A ti lahko pogooglaš v bistvu vmes. Malo pozabo. No, CGP pa vemo, kaj je, ne? So pa v bistvu izvajalci. No in so pol oni iz svojega stališča povedali, kako zdaj vse te dimenzije BIM-a vidijo oziroma kje dejansko oni to uporabljajo ali ga pa ne uporabljajo. In bili so jasni dosti pričakovani odgovori. Ne? Recimo Blaž Budja kot arhitekt je povedal, da njemu je 3D super, zdaj to, ali je to BIM ali ni BIM, ali je, ne vem, Open BIM ali Lev BIM, ne vem, karkoli že je, v bistvu je rekel, niti ni to pomembno, trenutno nam je pomembno, da je to 3D. Pošteno. Ja, zelo, kot rečeno, zelo tako, da si rekel, lej, super si povedal, tako kot je. Ne? Drugače REM, ne? Ja? To je eno podjetje iz Trebnjega, tako da mislim, da je kak spin-off, mogoče Trim ali pa kaj takega, ker prodajo mobilne hiške, pobivalne kontejnere. Tako, taka proizvodno se grejo, no? Zdaj ne vem točno česa, ne? Ampak v bistvu ja, proizvodna, kjer pač načrtuje neke produkte in potem pač je to treba narediti, ne? Ja, bivalni kontejneri, tako, to kar včasih Trim dela, da mislim, da je to povezano. Okay. No, če so že ravno pri njem rekel, ja, da njim je to super, ne, zaradi tega, ker imajo, ampak spet, oni imajo najbolj specifično rešitev, ki je narejena na podlagi Revita, imajo svoje te družine knjižnic in pol v bistvu jasno to spet povezano v proizvodno, tako kot smo imeli tisti primer za lesene hiše, tako da jaz verjamem, da njim v bistvu ta del zelo pisan na kožo, zato ker ima dejansko celoten proces. Ne od zasnove skratka od dizajna do izvedbe in montaže in ne vem kaj še vse. Ne?
Tako da oni si bili pač, super, ne, ampak bom rekel tako, ne, da to spet ni nek BIM, ne, če smo čisto pošteni, ne, zato ker tle od sodelovanja ni bil niti S, ne, zato ker je vse in-house, bolj ali manj, ne. Vse mislim, da bomo mi morali počasi nehati to gledati strogo skozi BIM. Ne, absolutno, se strinjam, ne. No, ta Kobe Labs pač je povedal, da ja, na vsak način oni pač ta software razvijajo, ta pač dodatek za Revit, da pač probajo svojim strankam pomagati pri tem, ne, pri uvajanju BIM-a in podobnih stvareh. Zdaj, se pravim, pač oni so pač razvijalci takšni, njih se o tem najbrž ni pametno niti spraševati, ne. Ampak na koncu imamo CGP, ne, kot izvajalce, nič od BIM-a, ne. Toliko o tem, ne. Zdaj, oni to nekako razmišljajo, ne razmišljajo, so pripravljajo in delajo na tem in ne vem, kaj že vse tako delaj. Počasi. Tako da bomo videli, ne? Nekaj. Ja. No, sej prej niso imeli, no, da Mateja itak napovedala konferenco, že je bila zadnja gostja pred prejšnjo oddajo, ne? Naslednji govorec je pa tudi eden od najnih gostov, ki je že bil v teh pogovorih. Res je. To je Mitja Vovko-Strima. Mitja Vovko-Strima, ki je pa bil približno tako skrivnosten kot Jaka in je govoril o eni veliki moderni poslovni stavbi v Severni Ameriki. Pa spet vsi vemo, zakaj to gre, ampak ne bomo rekli na glas. Sej ni treba na glas reči, pač povemo, da tisko zgleda, kot da so vesoljci prišli. Ko se vidi z vesolja, ne? Ja, kaj takega. No, pa je v bistvu tudi nekako zgodba tisto, kar smo jo najbrž tudi že takrat obdelali in o tem, kako so pač sploh začeli, da so pač dobili sploh to naročilo in v bistvu se dejansko skozi to naučili uporabljati IFC, izmenjevati pač in podobne stvari. No. Skratka, bom rekel tako, nasplošno se mi zdi, da je bilo pač nekaj tazga dosti arhitekturnega vložka noter, kar je meni super slišati, ampak stališča BIM-a je bilo pa recimo relativno malo, oziroma smo to že vse slišali prej. Pa je bil pa sam še na koncu tale predstavitev oziroma VR State of the Art, ki je imel pa Zlatko Vidrih z GoTouch VR-a. Rekel si, da to je bil pa tisto predavanje, za katerega bi ti vstal iz bolniške postelje in se odpeljal v Ljubljano. Ja, no, to je bilo predavanje, zaradi katerega mi je bilo res žal, da nisem prišel. Ja, ampak si rekel, da v bistvu... v bistvu bom tako pošteno povedal, v bistvu Zlatko, da so se pred njegovim predavanjem pogovarjala in je povedal cel kup zanimivih stvari. Problem, ki sem ga jaz imel, je samo to, da jih ni omenil tudi v predavanju. Ali pa ne, jasno, recimo ne na tak direkten način. Ne. Tako da morda bi bil, ali pa sem bil, no, malo razočaran nad tem. Ne. Škoda, da ni recimo raj stvar pokazal v živo, ne. Čeprav je imel v bistvu rekel dosti tehten razlog, zakaj tega ni pripravil oziroma ni prinesel s sabo, je rekel, da so v istem času bili na 3 različnih sejmih po Evropi, ne? In da isti moment, ko je on zaključil, je letel na Brnik in letel v Belgijo. Zaradi tega, ne? Zaradi enega predstavitve tam, ne? Tako da
čist razumem, ne. Morda je to malo vzelo od same zanimivosti predavanja, pa samega same teme. Jaz verjamem, da je VR, pa še posebej ta augmented reality, se pravi ta, kako smo že to v slovenščino prevedli? Nadgrajena resničnost, izboljšana resničnost. Se mi zdi, to prihaja, ne, in definitivno bo prišlo, arhitekti to spridno že uporabljajo, ampak v bistvu bilo bi drugačno, če bi te stvari lahko v živo majčkeno bolj pokazal, ne, namesto da smo si morali te stvari predstavljati iz nekih slajdov, ne. Tako da morda je ena taka manjša kritika, ampak v bistvu, kot rečeno, čisto razumem, kako je to nastalo, oziroma pač zakaj je takšna odločitev, ne. No, ampak v redu, malo lažje mi je pri srcu, da nisem prišel. No. Ja, v bistvu jaz mislim tako, ne bom rekel, vsekakor ga bo treba povabiti, ne, na faks in ga prositi, če lahko stvar predstavi v živo, ne. Se mi zdi, da je res tako, tudi tako, kam je govoril, ne, da je toliko malo rabaš v bistvu neke stimulacije, da čutiš določeno stvar. Ker je v bistvu, ko daš tiste naprstnike gor, ne, kot je meni povedal, rekel, da oni ti sam pokažejo, da je tam ogenj, pa rečeš, ok, da se ti zdaj ognja dotakne, ne? In v bistvu pa oni nič v teh senzorjih ne naredijo, oziroma pač na tej haptiki ti nič ne sprožajo v prste. Ampak je rekel, da so očitno človeški možgani tako nastavljeni, da v bistvu, ko vidiš, da boš ti prijel nekaj gorečega, da ti oni že sporočajo, da je to vroče. In dejansko ljudje so čutili, kako je toplo, čeprav ni bilo nič bolj toplo kot 2 sekunde nazaj. In, a veš, to je tisto fascinantno, ko v bistvu pač recimo, da ni imel ali časa, priložnosti ali pa konteksta, v katerem bi to povedal v predavanju. Zato je v bistvu, pravim, da sem mu zelo hvaležen, da sva imela tam, ne vem, 10-15 minut prej, kjer je te stvari povedal, ker je res noro, ne? Ker si ne misliš, da smo tako naravnani, ne? Ja. Mislim, uredano. Ja, enkrat mora prijeti, pa da to poskusimo. Se je že obljubil, da bo prinesel sabo, tako da ga moramo samo prijeti za besedo. Tako. Uredno, torej, če potegneš črto, zanimiv dogodek. Ja, definitivno. V bistvu, jaz mislim, vsekakor sem zadovoljen, da sem tam bil, ne? Srečo tudi nekaj kolegov, tako kot si že omenil, spet smo imela velik najnih gostov kot predavateljev tam, ne? Torej mi to postavljamo trend. Ali jaz mislim, da jim bolj slediva, ne? Ampak dobro, to se dobro sliši, ne, vseeno. Tako da ja, no, zelo zanimivo je, mislim, da bojo stvar jasno še izboljšali tudi v prihodnih letih. Bo pa v bistvu zanimivo, no, kam tale BIM v bistvu nas pripelja v enem letu, ne? No, jaz predlagam, da se srečamo na istem mestu čez eno leto, pa ocenimo, kje smo. V redu, zmenjeno. V redu. No, zdaj smo že kar na tedenski frekvenci, jaz upam, da se ne bojo poslušalci navadili. Na modrovanje, tedensko modrovanje ob torkih, ali kaj podobnega. Ja. Premenujeva. Ja, še v torek obujemo spomine. Ja, tako. Lej, Robi, kaj sva? Mislim, da zaključila, ne? Tako. No, okay. Dajmo še zdaj povedati, kje ne lahko poslušalci najdejo, ker smo prejšnjič pozabili. Veš, da sem se spomnil na to, pa sem rekel, ma ne, sej zdaj pa že vejo, ne, da mene pač na matevždolenc.com najlažje. Mene pa na robertahnaklins.net, kadar dela, ker je pač danes glavni
glavni registrar padel in danes ni delal, ampak zdaj že meni dela. A res, moje tudi ni delal. Ja, seveda, zato ker si mi ti povedal, ja, tega, točno. Tebe krivim. Dobra. Ja, res, vse skupaj dal padlo, res sem bil kar malo tako, upam, da v ponedeljek dela. Ne, dela. Danes že dela. No, fino. Ja, skratka, BIM pogovori pa na bimpogovori.si, Facebooku, Twitterju, YouTubeu, ni da ni. Ja, na Facebooku sem videl 2 sporočili, ki prej sploh nisem videl. Ja, res je. Hvala poslušalcem. Včeraj je bil en komentar tudi, tako da hvala lepa. Pa še en poslušalec me je vstavil na konferenci in rekel, da je super, da posluša, kadar utegne. Sem rekel, ok, zdaj boš imel več prilik, ko bo to na en teden. To Matej še obljubo, ne robi. No, tako. Ok, nič. No, se vidimo, ne? Bolje, adijo. Adijo.